Slovenija je dežela čebelarstva, v Sloveniji je na 1000 prebivalcev več kot 4 čebelarji, to je svetovni fenomen. Imamo več kot 10 000 čebelarjev, 15 000 čebelnjakov, imamo svojo avtohtono kranjsko čebelo. Nihče nima čebelnjaka, kot ga imamo mi, to je slovenski fenomen. Nihče nima panjskih končnic, to je svetovna kulturna dediščina. Po panjskih končnicah smo znani, tako da dejansko, če pogledamo, je Slovenija vodilna v svetu čebelarstva. Že nekaj let praznujemo 20. maj kot svetovni dan čebel. Na pobude Slovenije je Organizacija Združenih narodov razglasila svetovni dan čebel in to 100% podporo. To je eden redkih sklepov na svetovni ravni, ki je bil sprejet brez kakršnihkoli pomislekov. In tukaj se vidi, da če je en skupen cilj, tako slovenska kot svetovna politika stopi skupaj in čebele so dokazale, da združujejo, kajti vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel, 70% sadja od opraševanja čebel. Skratka, čebelarstvo, kultura, narava grejo lahko samo z roke v roke. Čebela ima izredno pomembno mesto v mestni občini Ljubljana, kar 300 čebelarjev imamo, preko 4500 čebeljih panjev. Zadnje čase pa razvijamo predvsem urbano čebelarstvo. Gradimo na tradiciji, istočasno pa razvijamo nove forme, ki so primerne za urbani prostor. Tak je tudi eden od naših čebelnjakov. Mestni čebelnjak mu rečemo v botaničnem vrtu. Vsi skupaj, vsi deležniki se povezujejo tako imenovano čebeljo pot, kjer nas je približno danes 40 od različnih izobraževalnih institucij, kulturnih institucij in tako naprej. Prav tako pa smo pravzaprav zdaj že v mestu razvili en tak krovni program, ki se mu reče Čebela v Ljubljani, znotraj katerega pa pravzaprav razvijamo različne stvari, od biodiverzitete, API vrtca in tako naprej. Pa želimo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, predvsem s programom Čebela 2025, dejansko oblikovati en center, v katerem bi prihajalo pa do nekih povezovanj, tako med okoljem, kulturo, pomočjo čebele, ki bi predstavljala most med ohranjanjem biodiverzitete in razvojem samooskrbe v mestni občini Ljubljana. Ta njihova organiziranost je tako fantastična in ravno ta solidarnost, povezovanje, pomoč, medsebojni sinergijski učinki, to je tisto, kar želimo skozi ta center kulture bivanja razvijati in vsekakor nekako po tem projektu, kot je Evropska prestolnica kulture, pravzaprav imeti nekaj, kar ostane in kar vzgaja nove generacije. Društvo Urbani čebelar od vsega začetka deluje povezovalno, interdisciplinarno, sodelujemo z različnimi akterji na področju kulture, umetnosti, biotehnologije. V projektu Evropske prestolnice kulture vidimo predvsem priložnost, da se ta povezovanje in sodelovanje intenzivirajo. Ljubljana mislim, da ima tukaj velik potencial, saj združuje najboljše kadre iz regije in Slovenije. In verjamem, da bo to en uspešen projekt, ki bo prinesel dodano vrednost v obstoječi prostor in nadgradil že obstoječa sodelovanja. Čist konkretno ima Društvo Urbani čebelar tukaj načrt, da povabimo k sodelovanju mlade likovne umetnike, ki bodo nam pomagali okrasiti oziroma ilustrirati te panje, ki so postavljeni na javnih ali pa poljavnih površinah kot neka forma viva to v prostoru, ki bi bila, da se pravi, neka oblika žive, dinamične galerije, ki bi bila dostopna potem tudi trajno meščanom. Hiša Kranjske čebele je projekt, ki zajema celostno prenovo stare šole in pa celotnega starega mestnega jedra Višnje Gore. To staro šolo bomo oživili in vdahnili nove vsebine, povezane s čebelarsko dediščino, ki je v teh krajih močno prisotna. Namreč na gradu Podsmreka je nekoč delovala družina Rošic, ki je zaslužna za današnji ugled, prepoznavnost in tudi za razširjenost kranjske sivke v svetu. No, mi smo zdaj to šolo, kot se vidi, smo že kar precej v delu. Notri pa se bo nahajal muzej Kranjske čebele. V preteklosti smo že postavili zraven tega objekta obeležje Kranjske čebeli, tukaj zraven pa je tudi čebelnjak Kranjske sivke. Kar se pa tiče povezovanja z EPK, Kranjska čebela je slovenski ponos in zdi se mi, da je pomembno, da pri tem se kdaj spomnimo in s tem projektom definitivno opozarjamo tudi na to, da čebelarstvo ni samo kmetijska dejavnost, je močno prisotno in to od nekdaj že tudi v slovenski kulturi in literaturi. Že največji slovenski pesniki so pisali o kranjski čebeli ali pa prvi slovenski pesniški almanah
Mihe Kastelica se je imenoval Kranjska čebelica. Tako da verjamem, da lahko Evropska prestolnica kulture ta naš čebelarski projekt še lepo nadgradi in oplemeniti. Tematika, s katero se vsi poistovetijo, so čebele in čebelarjenje. Tako smo se odločili, da v bistvu les, invazivne rastline, veliki pa jesen, uporabimo, da zgradimo dom za čebele. V bistvu, da naredimo panje iz tega lesa, torej iz rastline, ki ogroža biodiverziteto, smo se odločili, da podpremo nek element, ki so čebele, ki pa pripomore k večji raznovrstnosti, k biodiverziteti nekega ekosistema. Tako smo v bistvu naredili panje, ki smo jih potem postavili pred park Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. In smo v bistvu preko cele sezone gostili čebelje družine v teh panjih, kjer smo tudi naredili zelene strehe na teh panjih, tako so v bistvu še en trajnostni element umestili v čebelji dom.